Narodna zabavna glasba je postala stalnica v našem življenju. Brez lepih slovenskih melodij si skorajda več ne predstavljamo življenja, brez zabavnih in z vsemi žavbami namazanih glasbenikov prav tako ne. Sem pa Pimpek ubogi, rad na harmoniko špilam, rad ima svojo Dončiko, a ona mene ne. Se pa verjetno tisti, ki nismo neposredno povezani s samim delom glasbenika, ne zavedamo nečesa zelo pomembnega. Je treba vedeti, da je to kar težko prigaran kruh, kar se tiče vseh teh obletnic, ohceti. Zato naslednjič, ko bomo obsojali o čemerkoli povezanim s tem delom, raje premislimo. Namreč velikokrat se poslušalci sprašujejo, zakaj se na veselicah prepeva tudi zabavna, pop zvrst, rock, dalmatinska glasba in druge zvrsti, češ, da to ne sodi zraven. Dobro je, da poznaš čim več žanrov, dobro je, da poznaš, da poslušaš čim širši krog glasbe, ker to je dobro tudi za tvoje široko znanje, da nisi glih kot tista muha enodnevnica, ki ve samo za eno stvar in skuša samo v tisti pametovati. Povezovanje zvrsti in žanrov je značilno za zadnjih nekaj let. Ker se na glasbenih dogodkih, kot so veselice, zadržuje vedno več ljudi, združujejo se različne osebnosti in želje, mora glasbenik, da zadovolji raznoliko množico, slediti trenutnim trendom. Kajti prav veselje se naredi, če naredimo cel skupek glasbe, ki je vsem dopadajoča. Se mi zdi, da ni toliko zvrst pomembna, kakor pač za glasbenika, da ustvarjaš, da delaš nekaj novega, da to iz sebe ven daš. Narodno-zabavni glasbenik je torej vsestranski umetnik. Spremljati mora tudi trende, poznati svoje poslušalce in prisluhniti njihovim željam. Za nekatere je to mala malica, za druge nekoliko težja naloga. Bom kar po pravici povedal, da meni se zdi, da je edini v ansamblu, ko sem pa čisti narodnjak. Sam narodno sem skozi poslušal, zdaj pa se malo navajam tudi na kak rock ali pa kaj takega, mi tudi malo včasih pebi spustijo. Tako da drugače pa ja, dalmatinske kaj takega, to dvoje še kolikor tukaj zastopim, kar je pa angleški komado, tam pa se konča. Da si ne boste ustvarili napačnega mnenja, narodno-zabavna zvrst še zmeraj ostaja v njihovih srcih, celo pri tistih, ki so se od nje v zadnjem času nekoliko oddaljili. Narodno-zabavno glasbo v bistvu še najbolj pogrešam od vsega tega, kar je bilo v času mojega delovanja, ker zdaj tega več toliko ne prepevam. Prvo je pa seveda lepo petje, harmonika. In slovenska narodna pesem in vse tiste uspešnice legendarnih Avsenikov, Slaka in ostalih legend, ki so postavili temelje, da lahko naši sedanji muzikanti na njih gradijo naprej. No, kako pomembna je harmonika v naši deželi, priča tudi dejstvo, da jo takoj ponudimo tujcu, ki želi ustvarjati pri nas. Isaku Palma se je to pripetilo, ko je prišel v Slovenijo. Harmoniko, si jo že kdaj držal v roki? Držal sem, ampak ne vem igrati. Argentinski Slovenec se je takoj po prihodu seznanil z narodno-zabavno glasbo. To je namreč pomemben del naše kulture in narodne zavesti. Pravi, da je njihova narodna muzika precej bolj mirna kot naša. No, če prisluhnemo kakšnemu čudovitemu valčku, vidimo, da je le-ta lahko tudi precej mirna, nežna in romantična. Saj je najlepše